Danes smo se, na moje veliko veselje in tudi zadovoljstvo, srečali z eno najbolj propulzivnih industrijskih panog v Sloveniji, to je avtomobilsko. Sam sem še vedno pod vtisom ne samo krize, ampak tega, kako se nekatere najrazvitejše evropske države soočajo z razvojnimi izzivi tudi v času krize. In soočajo se tako, da izberejo tiste strateške industrijske panoge, ki imajo dejansko največji potencial v globalnem smislu. No in danes je bilo prvo tako srečanje, kjer se je večji del naše vlade srečal z eno od teh strateško najpomembnejših industrijskih panog v Sloveniji. Srečali smo se z enim samim namenom. Niti besede ni bilo o tem, da bi morali pomagati v krizi. Srečali smo se z namenom, kako vlagati v razvoj, zato da bomo v naslednjih letih, v naslednjih desetletjih v tej panogi še vedno najboljši v svetu. In ravno ta dualnost, na eni strani upravljanja s kriznimi razmerami, na drugi strani pospešenimi vlaganji v razvoj, je edini ključ do preživetja naše ekonomije. In zato sem tako vesel, da kljub temu, da se danes govori pretežno o draginji, o vojni, o pomanjkanju energentov, obstajajo še vedno resna podjetja, slovenska podjetja, ki se primarno ne samo ukvarjajo z razvojem in svetovno pozicijo, ampak aktivno vstopajo tudi v dialog z vlado. In vlada je več kot pripravljena na ta dialog. In danes smo to jasno povedali, želimo si ambicioznih ciljev naših najboljših strateških panog. In ta današnji sestanek je bil prvi korak v to smer.